Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar dirke za veliko nagrado Velike Britanije. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na progi. Kot ponavadi bo tudi tokrat naš komentar razdeljen na dva med seboj dobro ločena dela, kjer se bomo najprej ustavili pri vseh tistih iztočnicah, ki nam jih je dala nedeljska dirka, in nato bomo še res nekaj minut porabili za samo analizo napovedi strategij ter rezultate le-teh bomo primerjali s tistim, kar so ekipe pokazale na progi. Ampak verjamem, vse vas zanima, kaj se je dogajalo na progi, kajti na prvi pogled je bilo kar nekaj rahlo kontroverznih odločitev. In tu bomo se najprej ustavili pri zmagovalcu. Namreč Charles Leclerc je končno zasedel po skorajda 2 letih tisto srednjo stopnico na zmagovalnem odru. In kaj je tu kontroverznega? Absolutno nič. Privoščim mu to zmago, vsaj zaradi tega, da bo pokazal v skuderiji Ferrari, da je tudi on še nekako sposoben dosegati rezultate, za katere so mu podaljšali pogodbo. In ne smemo pozabiti na neko zanimivo dejstvo, na neko zanimivo statistiko. Charles Leclerc je dosegel 250. zmago za skuderijo Ferrari. In res se moramo tu nekako zediniti, da najpomembnejša zmaga za vsako ekipo je ona naslednja, ampak statistično gledano lep rezultat, ki so ga pri skuderiji Ferrari tudi počastili z, po mojem mnenju, izjemno zanimivo fotomontažo, kjer jih vidimo prav vse, ki so prispevali k temu, recimo temu jubileju. Ampak tu ne smemo mimo one fotomontaže, ki so jo pripravili pri Formuli 1. In ki je, vsaj po mojem skromnem mnenju, nekaj, kar je za Ferrari žaljivo. Zakaj si upam to trditi? Namreč Charles Leclerc je dosegel 250. zmago. Kdo je dosegel prvo zmago? Gonzales, slučajno na veliki nagradi Velike Britanije leta 1951. To je bila tista dirka, ko je Enzo Ferrari dejal, da mu je zmaga pomenila nekaj takega, kot da bi izdal lastno mater, ker so premagali ekipo Alfa Romeo. Ampak to je zgodovina. Cabezón González ni prisoten na tisti fotomontaži, ki so jo pripravili pri FIA. In tu je treba povedati, da manjka še marsikdo drug, ampak če hočeš počastiti 250. zmago Ferrarija, je lepo, da vsaj onega, ki je dosegel prvo, vključiš v celotno dogajanje. A se vam ne tako zdi tudi vam? A pustimo sedaj to. Charles Leclerc na dirki za veliko nagrado Velike Britanije ni napravil nobene napake. V njegovem stilu je dosegel svojo 9. zmago. In kaj pomeni v njegovem stilu? Če se morda kdo izmed vas spomni, sem mnogokrat dejal, da je Charles Leclerc vsaj meni podoben tistemu, kar smo videli v motociklizmu pri Jorgeju Lorenzu. Če je bilo vse tako, kot si je želel, je lahko dirko povedal in nadziral.
Charles Leclerc je tokrat na progi v Silverstonu napravil prav to. Že na samem štartu je prehitel Andrejo Kimija Antonellija in na to dogajanje dobesedno nadziral. Brez kakšnih presežkov, ampak zmagal je zasluženo, v svojem stilu. In verjetno sedaj ne bo imel več razloga biti čemeren dan v garažah, tako kot smo ga videli na prejšnjih dirkah. In tu verjetno marsikdo se bo spraševal, zakaj Andrea Kimi Antonelli ni povedal, ker je imel najboljši štartni položaj, najboljše štartno izhodišče. Je morda zopet kaj napravil narobe na štartu? In tu je verjetno odgovor pritrdilen, čeprav ne tako, kot si marsikdo misli. Andrea Kimi Antonelli je dobro reagiral, ko so se luči ugasnile, ampak po mojem je preveč pritisnil na stopalko za plin in zadrsal, ko se je že začel premikati. In to je bilo dovolj, da sta ga Charles Leclerc in Lewis Hamilton prehitela. In tu bi lahko dejali, da pravzaprav se je Antonelliju zgodilo nekaj, kar se poredkoma dogaja v Formuli 1. Marsikdaj voznik ostane tam na svojem položaju in se ne premakne dovolj hitro, ampak tokrat se je zgodilo nekaj, kar ga je v bistvu pomaknilo nazaj, čeprav iz direktnega zornega kota tega nismo videli. Ampak ne smemo mimo dejstva, da Andrea Kimi Antonelli je bil hitrejši od obeh Ferrarijev. In tu ne bomo govorili o sreči ali nesreči. Andrea Kimi Antonelli je imel zopet težave z samo zanesljivostjo bolida, kjer se mu je zopet pojavila neka, imenujemo jo, neobičajna okvara. V finalnem delu mu je odpadel pokrov zavorne košare in se mu zagozdil vmes elementov prednje obese, kar je posledično pomenilo, da ni bil sposoben rotirati bolida skozi ovinke in kar je pomenilo 2 dodatna postanka in poleg tega še kazen, ampak k temu se bomo vrnili. In če smo dejali, da je Charles Leclerc nekako imel srečo v nesreči Antonellija, bi lahko dejali, da skozi celoten vikend Lewis Hamilton sreče ni imel. Namreč na samem sprintu si je že želel zmagati, ampak je imel za seboj res prehitrega Antonellija. Na dirki se mu je zgodilo marsikaj. Od pribitka 5 sekund na samem štartu, ker je njegov Ferrari SF26 poskočil, do tiste menjave v režimu varnostnega avtomobila, ki je omogočila Georgeu Russellu, da je prišel pred njega na drugo mesto. Sedaj, če si ogledamo tisti štart Lewisa Hamiltona, je tu nedvomno njegov Ferrari poskočil in to je bilo dovolj, da je senzor zaznal premik in kazen je bila v tem primeru avtomatična. Ne moremo tu gledati na to, da je Lewis Hamilton pač poskočil in ni dobil nobene prednosti. Pravilnik na to ne gleda. Če senzor zazna premik, je kazen in pika. In tu tudi nobenih polemik ne vidim. Če se sedaj malce ozremo na tisti finalni del dirke, je Lewis Hamilton praktično izgubil drugo mesto, ker so ga pri Ferrariju poklicali v bokse, kjer so mu nataknili druge sete koles s pnevmatikami soft. Ampak tu bi marsikdo lahko dejal, da so pri Scuderiji zopet v navednicah napravili eno izmed svojih značilnih napak. Ampak sam se še dobro spomnim, kaj se je zgodilo leta 2022, ko je Carlos Sainz mlajši odšel v podobnih okoliščinah na menjavo,
Charles Leclerc pa ne. Leclerc, ki je ostal na progi, je v bistvu izgubil zmago. In res, Lewis Hamilton je izgubil drugo mesto, ampak si nekako garantiral tretjega, medtem ko George Russell je tvegal na veliko. Če bi se dirka nadaljevala z zeleno zastavo, bi George Russell izgubil ne le mesta na zmagovalnem odru, ampak bil tam okrog 5., 6. pozicije, če smo pravzaprav iskreni. In zaradi tega odločitev Ferrarija, da upokliče tudi Hamiltona na koncu dirke, se je meni osebno zdela pravilna. Brez tveganja so maksimalizirali celotni rezultat. Ampak verjamem, mnogi izmed vas ste enostavno kritični do tistega, kar ste videli na koncu, do zaključka dirke pod režimom varnostnega avtomobila. In sedaj mnogi, imenujmo jih poznavalci, bi dejali, da saj so že vse skupaj odmaknili, bi lahko za publiko naredili še en krog pod zeleno zastavo, kajti takšen zaključek dirke je nekaj, kar ne sodi v prenose. In to so besede tistih, ki verjetno Formulo 1 spremljajo bolj kot neke vrste pomoč pri prebavljanju nedeljskega kosila in tega športa ne poznajo prav dobro. Varnostni avtomobil je bil seveda na progo poslan z razlogom. In če vzamemo pravilnik Formule 1, poglavje B5, 13. člen, 5. podčlen, če si kdo vzame nekaj minut in si prebere postopek praktično uporabe varnostnega avtomobila, bo ugotovil, da je direktor dirke napravil vse tako, kot piše tam. Res, videli smo na televizijskih ekranih, da so zapisali, kako se bo varnostni avtomobil odmaknil krog prej. Ampak to je bila napaka, kajti mnogokrat, tudi ko sem komentiral dirke, sem publiki predlagal, da naj ne gleda napisov na ekranu, temveč naj bo pozorna na rumene luči na strehi varnostnega avtomobila. Kajti šele ko se te ugasnejo, pomeni, da se bo v tistem krogu varnostni avtomobil odmaknil in nikogar ne briga, kar piše na televizijskih ekranih. In verjetno mnogi se sedaj ne bodo strinjali z menoj, ampak tu v tem primeru je bilo narejeno vse točno po pravilih. Na veliki nagradi Abu Dhabija leta 2021 je pa Michael Masi napravil točno tisto, kar si nekateri rahlo fanatični sledilci Formule 1 želijo, da bi se zgodilo na dirki za veliko nagrado Velike Britanije v letošnji sezoni. Torej, razumimo, da v 4 krogih varnostnega avtomobila se je zgodilo tisto, kar se mora. In tu še neka zanimivost. Carlos Sainz mlajši je po koncu dirke dobil res neobičajno kazen. Pribili so mu krog, ker se je v tisti skupini bolidov, ki so odšli naprej pred reštartom, priključil, brez da bi direktor dirke javil tudi njegovo številko med onimi, ki so zaostajali za krog. In res zaostajal je za krog in tu je prišlo do napake pri direktorju dirke. Ampak vseeno, Sainz je nekaj napravil po svoje, oziroma ekipa Williams mu ni sporočila pravilnih odločitev in zato so mu na koncu dirke prišteli še en krog zaostanka. A vidimo lahko, da do tega primera nismo imeli niti ene kontroverzne odločitve, čeprav bi marsikdo lahko dejal, da pri FII zopet
nekaj prikrojujejo tistemu, ki jim je bolj povšeč. A poglejmo še zadnji primer. Andrea Kimi Antonelli je dobil 5 sekund pribitka, ker je kršil razmejitve proge. Seveda takrat, ko je bil njegov Mercedes v okvari, ko njegov krmilni sistem ni deloval, recimo temu 100-odstotno. In mnogi bi dejali, pa saj ni dobil nobene prednosti. In zopet smo tam, ko nekateri komentirajo Formulo 1, brez da bi poznali pravila. Pri kršenju razmejitev proge ne gre na to, da ti dobiš neko prednost, temveč da si z bolidom, z vsemi 4 kolesi, čez ono belo črto. In v preteklosti, recimo na veliki nagradi Singapurja leta 2025, je Lewis Hamilton prav tako dobil 5 sekund pribitka, ker je kršil razmejitve proge, ker mu zavore niso delovale. Podoben primer in seveda ista kazen, isto ukrepanje za vse tiste, ki se na primer ne spomnite, kaj se je na dirkah na primer dogajalo lani. Ampak tu bi lahko dejali, da smo sedaj obdelali na hitro, kaj se je zgodilo pri Ferrariju, kaj se je dogajalo pri komisarjih, ampak potrebno je povedati tudi, kaj se je dogajalo pri vseh ostalih. In lahko bi dejali, da George Russell je imel ogromno sreče. Za razliko od onega, kar smo videli pri Lewisu Hamiltonu. Namreč Russell ne samo, da je imel težave že na samem sprintu, ampak tudi na dirki je imel prebito pnevmatiko. In to je pomenilo, da se je moral ustaviti enkrat več, vsaj v tistem obdobju zelene zastave. Na to bi lahko dejali, da je George Russell imel srečo, ker se dirka ni nadaljevala in je tako dobil drugo mesto, drugače bi bil bistveno bolj zadaj. In seveda to pomeni, da je eden izmed tistih, ki so znali dane okoliščine izkoristiti na polno. Kdo ni imel sreče? Zagotovo Andrea Kimi Antonelli. Opisal sem že, kaj se je po mojem mnenju zgodilo na samem štartu, in tu bi rad dodal, da tudi okvara na njegovem Mercedesu je vse prej kot običajna. Mislim, da je nisem videl, vsaj ne v zadnjih nekaj sezonah, posebej ne pri tistih bolidih, ki so na sprednjem delu celotnega razporeda. Lahko bi dejali, da je že druga ničla na 2 zaporednih dirkah, in to pomeni, da se je njegova prednost pred Georgeom Russellom zmanjšala na 25 točk. In lahko bi dejali, da na dolgem prvenstvu, kot je letošnje, bi se moralo prej ali slej vse zravnati. In Andrea Kimi Antonelli je izkoristil srečo na mnogih predhodnih dirkah. Govorimo o veliki nagradi Kanade. In sedaj se te stvari izravnavajo nekako z Georgeom Russellom. In lahko bi dejali, da grejo stvari v to smer, kar je za nas navdušence dobro. Namreč drugače bi dejali, da je svetovni prvak določen že po 2, 3, 4 ali 5 dirkah. In to je seveda nekaj, kar si ne želimo. Ampak Andrea Kimi Antonelli je skozi celoten vikend dokazal enkraten karakter. Tu ne smemo mimo tistega, kar se je zgodilo Maxu Verstappenu. Namreč njemu sistem na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju je zatajil, in kot smo ugotovili že na srečanju v živo, ta sistem Macarena, ukolikor pride do okvare, je izjemno zahrbten, izjemno nevaren. Namreč sistem se ni zaprl in Max je ostal brez oprijema zadaj, kar ga je zavrtelo, spravilo v pesek in povzročilo tisto obdobje varnostnega avtomobila na samem koncu dirke. In Max je bil besen. In tu je treba dejati, da po mojih informacijah je sedaj Max Verstappen dosegel to, da lahko tudi uradno razdre pogodbo z Red Bullom.
Namreč, če pri obdobju poletnega premora ne bo najmanj drugi na lestvici, lahko Verstappen prekine pogodbo z Red Bullom brez kakšnih penalov in sedaj je to tudi matematično zagotovljeno. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Nekateri pravijo, da že v naslednjih urah naj bi izvedeli nekaj šokantnega, ampak videli bomo in to ne spada v naš komentar. Tu bi še rad omenil, da je do res pomembnih točk prišel tudi Gabriel Bortoleto z Audijem. Medtem ko smo videli druge, ki so dokaj, recimo temu, konstantni člani te skupinice, ki dobiva točke, je voznik Audija tisti, ki je nekoliko presenetil. Ampak lahko bi dejali, da dirka, kot je bila ta za veliko nagrado Velike Britanije, je bila lahko po eni strani dokaj dolgočasna, ampak po drugi nam je dala kar nekaj iztočnic. Videli bomo, kaj se bo zgodilo že na naslednji. Ampak prišel je tudi čas za tisti drugi del, kjer bomo pogledali, kakšne so bile napovedi strategij. In tu bi lahko dejali, da je bila napoved strategij, ki jo je dal Pirelli, in tista, ki sem jo nekako izračunal sam, vsaj v tisti prvi varianti dokaj podobna. Začeti na pnevmatiki medium in nadaljevati na pnevmatiki hard. Tu seveda ni bilo velikih dvomov in treba je povedati, da sem sam prvi stint nekako označil na dolžino 22 krogov in vidite lahko tu, da so na progi tisti glavni menjali tam blizu od 23. pa tja do 25. kroga, kar pomeni ne samo, da sem tokrat zadel tisto pravo zaporedje, ampak da je bila tudi dolžina stinta dokaj realna. Tako da smo videli, kako je pravzaprav mogoče tudi od doma z omejenimi podatki priti do zaključkov, ki se na to pokažejo za dokaj realne tudi na progi. Ampak kot sem mnogokrat povedal, gre za vajo. Tokrat sem imel prav, kot dobro veste, na veliki nagradi Avstrije še zdaleč ne. Ampak kar se tiče tokratnega komentarja dirke za veliko nagrado Velike Britanije, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.